bistvu sta dve zelo pomembni dimenziji, ko gre za multinacionalnost v vaji, ki jo igramo v teh dneh v Sloveniji. In sicer ena je ta evropska dimenzija pomoči, ki je potrebna v primeru velikih naravnih nesreč in je sestavni del mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Druga dimenzija, ki jo velja tudi posebej poudariti, pa je ta regionalna, zahodno-balkanska oziroma južnoevropska, kjer vidimo, da države s prostora, kot so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Srbija, Makedonija in Turčija ter Albanija, skupaj na tej vaji kažejo, do kod so prišle s svojimi tehničnimi zmogljivostmi v enotah za tehnično pomoč v primeru naravnih nesreč in hkrati kažejo tudi sposobnost nekega multinacionalnega ali pa večnacionalnega medsebojnega sodelovanja. In vse skupaj ta prizadevanja regije, da je sposobna pomagati, torej da so si države oziroma te enote sposobne pomagati ena drugi, vse to skupaj je povezano z to skupno kapo Evropske unije, ki pa je seveda v odnosu do teh držav v različnih pozicijah. V odnosu do nekaterih držav, kot je Slovenija, je to Evropska unija kot politična organizacija, katere člani smo. V odnosu do Hrvaške, ki je kandidatka za članstvo, je spet posebna pozicija in v odnosu do ostalih držav, ki so potencialne kandidatke, je spet, bomo rekli, neka tretja raven sodelovanja. Ampak ključno, kar velja pri tem poudariti, je, da je ideja, da je treba države kandidatke pripraviti za sodelovanje v mehanizmu civilne zaščite, prišla iz Slovenije in da je bila sestavni del slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Kaj ta vaja? Za razmere civilne zaščite je to zelo velika vaja, ker imamo vseh vrst sodelujočih blizu 400, tistih, ki sodelujejo kot udeleženci, torej kot igralci vaje, je 250, skupno imajo 44 težkih vozil. To so različna tehnična vozila, ki so potrebna za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Potem so pa tukaj tudi še precej obsežne skupine opazovalcev, ocenjevalcev in pa obiskovalcev. Se pravi, vajo spremlja ne samo vrsta udeležencev iz teh držav, ki sodelujejo na vaji, ampak tudi iz drugih držav. Recimo, zame je bilo zanimivo tukaj opazovati tudi opazovalce, ocenjevalce iz Danske, ki ni sestavni del te vaje, pa so vendarle tukaj, ker jih zanima, kako smo sposobni na ravni regije povezati svoje zmogljivosti in ugotoviti, ali te zmogljivosti lahko delujejo, sodelujejo med sabo. Zaenkrat od izkušenj, ki jih je videti v tej situaciji, velja poudariti, da ta vzpostavitev modula, evropskega tehničnega modula za namestitev osebja v primerih velikih naravnih nesreč, da je to ena posebna nova zmogljivost, ki še ni bila nikjer uporabljena, zgrajena in do svojih končnih operativnih zmogljivosti je prišla v letu 2010 in letos na tej naši vaji se prvič v bistvu ta zmogljivost, ta modul uporablja tudi kot dejanska namestitev za udeležence vaje. Zanimivo je videti tudi, kakšne težave ima, tudi recimo nepričakovane težave z vidika vremena, kakršno je tu in tudi mogoče neka posebnost, ki jo velja povedati, je slovenski sneg, torej ta tip snega, ki so ga doživeli v Logatcu in za katere šotori očitno niso bili dobro pripravljeni oziroma bi potrebovali drugačne šotore. Torej, vidi se, da je vaja dejansko zelo realistična, kajti ta švedsko-nemški modul se poskuša prilagajati zdaj čisto novim nepričakovanim razmeram in je z vidika uporabnosti tega modula to zagotovo zelo pomembna, zelo dobra izkušnja. Za nas v regiji je pa zelo pomembno vedeti, katere sosednje države imajo skupine, enote za iskanje in reševanje zlasti v urbanih pogojih
in kako so te enote opremljene ter kako so usposobljeni njihovi pripadniki. Vidimo tudi to posebnost sodelovanja med profesionaliziranimi enotami za iskanje pogrešanih oseb oziroma za reševanje v takšnih razmerah in pa prostovoljce. Vidimo tudi, da nekatere od držav, ki sodelujemo v tem projektu na tej vaji, so zelo nagnjene k uporabi prostovoljcev, nekatere so pa dokaj profesionalizirane. Skratka, izkušnje, ki se jih bomo nabrali, bodo zagotovo bile temelj tudi za nadaljnje organiziranje, pa mogoče tudi reorganiziranje naših sistemov za zaščito in reševanje. Imamo tudi možnost videti, kako ti sistemi za zaščito in reševanje delujejo v različnih vladnih strukturah. Tukaj lahko vidimo takšne, ki so sestavni del obrambnih ministrstev, potem takšne, ki so sestavni del ministrstva za notranje zadeve in takšnih, ki so čisto samostojne agencije pri vladah posameznih držav. Skratka, tudi to posebnost, ki smo jo recimo v Sloveniji dolgo časa proučevali in razmišljali, v katero smer sploh postaviti upravo za zaščito in reševanje, torej ali naj ostane sestavni del ministrstva za obrambo ali preide v neko drugačno sestavo, v neko drugo samostojnejšo obliko, tudi te stvari lahko sedaj vidimo. To, kar je namreč videti danes tudi na vaji, je pomanjkanje ene logike, ki jo sicer poznamo v vojski, in sicer logike disciplinirane, urejene baze, ki se postavi in mora delovati. In poveljniškega mesta, recimo. Zelo zanimivo. Poveljniško mesto je treba postaviti, mora delovati, mora skrbeti za zveze. Tukaj vidimo, da je v tem sistemu zaščite in reševanja ta filozofija še zelo na začetku. Pri nas v Sloveniji, glede na dejstvo, da zaščita in reševanje ves čas sodeluje vzporedno z Slovensko vojsko, je to zavedanje, da moraš imeti neke vrste poveljniško mesto, s katerega poveljnik civilne zaščite vodi svojo operacijo, že zelo prisotno. Skratka, to dejstvo medsebojnega sodelovanja in pa seveda tudi učenja eden od drugega je pripomoglo k temu, da je slovenski sistem zaščite in reševanja v mnogih smislih bistveno naprednejši od tega, kar lahko vidimo danes v Evropi. In upam si trditi, da so točke, na katerih naš sistem, slovenski sistem, presega sistem Evropske unije, pa čeravno smo mi tudi prejemniki dobrih uslug sistema Evropske unije. Kako pa ocenjujete sodelovanje vseh zaščitno-reševalnih služb na tem področju jugovzhodne Evrope? Jaz vidim, da je to, da smo vzpostavili dvostranske odnose z vsemi državami v jugovzhodni Evropi in to potrdili tudi z delujočimi sporazumi, meddržavnimi sporazumi, zelo pripomoglo k boljšemu sodelovanju in da po vsej verjetnosti v prihodnosti še boljše sodelovanje je odvisno od tega, kako se bodo poznali ključni ljudje in enote iz vseh držav, ki v posameznih državah oziroma ministrstvih skrbijo za sistem zaščite in reševanja. Skratka, tovrstne vaje, kot je tokratna, so zagotovo ključnega pomena za bodoče sodelovanje. V normativnem smislu imamo zadeve urejene, sporazumi so. To, kar je treba sedaj narediti, pa je res to konkretno sodelovanje, ki ga treniramo sedaj na take vrste vajah ob pomoči Evropske unije. V prihodnosti pa zelo verjetno bo to sodelovanje nekega dne potrebno tudi v dejanskih naravnih nesrečah. Kajti veliko je bilo že takih nesreč tudi v bližini jugovzhodne Evrope, v katerih bi bile potrebne že te skupne zmogljivosti. In jaz sem prepričana, da nas v prihodnosti čaka skoraj gotovo nek tak dogodek, v katerem bomo preizkusili v dejanskosti sodelovanja teh enot.